Pri predsedniku sem predstavil prvo stališče poslanske skupine, da ga zadeva Slovensko demokratsko stran. Zagovarjamo, da predsednik predlaga na nadaljnji postopek v državni zbor toliko kandidatov, kot se jih voli, se pravi 3. Povedal sem mu, da poslanska skupina podpira dr. Klemna Jakliča, dr. Marka Poštnika, magistrico Urško Kežman, ki ni bila predlagana, oziroma je ni do katere se ni dal postopka, niti sodni svet, niti vlada. Zdaj menimo, da kakšen drug nabor enostavno omogoča koalicijski večini v državnem zboru, da odloči čisto po svoji izbiri. Kako bo ravnal predsednik glede stališča poslanskih skupin, bomo videli, naše stališče bomo, če bo kakšen drugačen predlog posredovali še kasneje. Menja pa smo, da bi tisti, ki so oblikovali oziroma pripravili razpis za slovenskega kandidata, člana Evropskega sodišča človekove pravice, da bi morali posredovati poslanskim skupinam popolne prijave. Zdaj smo v teh predlogih vezani na vzetek sodnega sveta, ki je za vse kandidate izredno skop. Nekoliko obširnejše je to obrazloženje v mnenju vlade, zdaj pa iz prijav, ki imajo 20-30 stranic in sodi potem po enem odstavku, ki ga dobimo v mnenju, je pač problem. Gre za pomembno funkcijo v okviru Evropskega sodišča človekove pravice in mnenja smo, da bi bilo primerno, da dobimo kompletne prijave, pač tisti, vsaj tisti, ki so dobili pozitivno mnenje sodnega sveta in vlade in pa seveda tisti, ki bomo predlagali, pa smo jih predlagali danes poslanske skupine. Toliko za enkrat. Gospod Tanko, boste v poslanski skupini podprli vse 3, ki ste jih omenili v primeru, da pridejo v paketu, da imate to možnost, ali če pride recimo predlog, kakšen drugačen predlog, boste v vsakem primeru podprli gospoda Jakliča in Vošnjaka, glede tretjega že zdaj izključujete, to bi bila vedno ženska, ali ste pripravljeni na kakšen kompromis? Zdaj, vsak, ki bo predsednik Republike posredoval v državni zbor, se vodi individualno. Da predsednik odloča, da bo posredoval 3, ker je najmanjše število, s tem, da je raznosporni predlog, se pravi 2 moška, ena ženska ali obratno. In pa seveda vsak od teh mora dobiti več kot 46 glasov na glasovanju. Da bi smo povedali naše stališče do tega nabora prijavljenih kandidatov in pač to bomo zaenkrat zagovarjali. Kakšna bo pa izbira predsednika po pogovori, na to pa ne moremo vplivati.